Predstavljaj si, da je vsaka tvoja napaka pravzaprav stopnica v veličastnem dvorcu tvoje osebne rasti. Ne gre za to, da se spotikaš ali padaš, ampak da vsakič, ko se pobereš, odkriješ nov prostor, poln skrivnosti in možnosti. In kako izgleda ta dvorec? No, to je dvorec, kjer so stene okrašene smehom, nad lastnimi pripetljaji in kjer je vsaka soba polna zgodb o tem, kako si se pobrala in kako si zasijala še močneje. Vsaka napaka je v bistvu kot vabilo na pustolovščino. Ko se zmotiš, namesto da se skriješ v kot in obžaluješ napako, zakaj ne bi zavzela drže super junakinje in rekla: "No, to pa je bilo zabavno. Nekaj novega pa sem se naučila." Zamisli si, da je vsak zdrs na bananinem olupku priložnost, da vstaneš, da otreseš se in si rečeš: "Hvala vesolje za to poučno lekcijo o ravnotežju." In ko enkrat sprejmeš, da so napake le del tvojega potovanja, se osvobodiš. Ni več strahu pred neuspehom, ker veš, da je vsak neuspeh pravzaprav tvoj osebni trener v fitnesu osebne rasti. Predstavljaj si, da vsaka napaka naredi tvoj notranji mišični sistem v bistvu še močnejši, tvoj bolj gibčen, tvoje srce in bolj odprto. In na celi tej poti se res ne pozabi smejati, ker smeh je glasba, ki odmeva po hodnikih tvojega dvorca. Ko naslednjič spustiš krožnik in se razbije, se namesto obupavanja zasmej in pomisli: "Očitno sem pravkar odprla prostor za nov, še lepši krožnik." Ko po nesreči pošlješ sporočilo napačni osebi, se nasmehni in si predstavljaj, da si pravzaprav ravnokar razširila svoj krog prijateljev. Zato, draga moja, naslednjič, ko se soočiš z neko napako, kakršnakoli je, jo objemi. Zapleši z njo, uči se od nje in najbolj pomembno, smej se skupaj z njo. Ker ko se zmoreš smejati sama sebi, si odklenila enega najmočnejših ključev do sreče.